Nič nenavadnega ni, če se bojite psov. S tem lahko živite vse življenje. Obstaja pa še druga možnost, da se s strahom spoprimete. Pri društvu Tačke pomagačke so pripravili program in priročnik Od strahu do prijateljstva. Z učenci z osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, vodnico Jano in terapevtskim psom Oljem smo za vas pripravili nekaj nasvetov. Če vidimo psa, ki ga ne poznamo, pa zgleda napadalen, se pač obmrznemo, se obnašamo kot drevo, ne krilimo z rokami, pa gledamo svoje čevlje ali spate, pa ne delamo čestnega stika z psom. Zato, ker to v pasjem jeziku pomeni grožnjo, sploh s psom, ki jih ne poznamo. Lahko pa tudi se pač sklonimo, pa zaščitimo svoj vrat, pa počakamo, da ta pes pač gre stran. Jaz prepoznam jeznega psa, da ima ušesa nazaj, tudi pokaže zobe, a pa začne renčati. V bistvu nekaj časa sem se jih bala, zato ker najbolj strah, ker lajo, ker izgledajo taki strašni. Vzroki za strah so različni. Lahko je to slaba izkušnja. Sem šla na trampolin in sem malo skakala, ker sem prišla dol, me pa ugriznil semle. Nekaj časa sem imela strah pred psi. Pogosto je pa vzrok tudi to, da so se starši ali pa sorodniki bali psa in so to prenašali na otroke. Otrokom, ki jih je strah psov, svetujem naj najprej staršem in vsem, ki jim razlagajo, da se res ni potrebno bati psov, ker so prijazni, razložijo, da jim to ni v pomoč. Najprej vprašamo od lastnika, če lahko, in če dovoli, se spustimo na njegovo višino in ga pokličemo k sebi. Če ga pokličemo, pa pes ne pride k nam, ga pustimo pri miru, čeprav je vodnik rekel, da je prijazen. Ga pobožamo tam, kjer mu paše, tukaj pod vratom ali pri strani, pa po hrbtu. Ko je pes sproščen, ima odprt gobček, pač mehko sproščeno telo, pa maha z repom. Če jih ni pretirano strah, priporočam, da se vseeno približajo kužku počasi. Mogoče se dogovorijo s kakšnim prijateljem, ki ima taka kužka, ki je za to primeren. Pa sem pa bila pri eni prijateljici doma, ki imajo prijaznega psa ful lušten in sem jo božala in od takrat naprej sem ji všeč.